Dobrodošli v 7. podcast UF. Danes z mano v bistvu človek, ki me osebno mogoče najbolj pozna, kot večina prejšnjih gostov. Dragan, kaj dogaja, kako si? Rok, dober sem. Najprej na začetku hvala za povabilo in pozdravljeni vsi gledalci in poslušalci UF podcasta, najboljšega podcasta v Sloveniji. Stari, super sem. To je to. Mi da se bomo danes lotili tako različnih tematik, glede na to, da se mi da itak veliko pogovarjava, pa da sva frenda, jaz mislim, da bo to ful lažji, kot pa s komokoli drugo. Jaz bi tebe vprašal eno vprašanje, ki se mi zdi sila pomemben. Ti vodiš podcast z Draganom na odru in tam v bistvu imaš svojo tematiko javno nastopanje. Daj mi povej, kaj točno ti delaš in zakaj imaš ta podcast in v bistvu zakaj vodiš tečaje javnega nastopanja. Podcast imam zato, ker obožujem javno nastopanje. Meni je javno nastopanje strast. Rad javno nastopam že od let, ko smo repali. In v bistvu rad bi predal znanja ljudem o javnem nastopanju in prikazal, da javno nastopanje je v bistvu simple. Ko ti se prepustiš, ko ti sebi zaupaš, ko si ti na odru, ti da nisi zdaj naštudiran, pa moraš tako pa tako, ampak dejansko, da si ti. In jaz temu hočem ljudem dati do znanja, da je javno nastopanje simple, če imaš seveda ta znanja. Kako si pa ti v bistvu prišel do tega, kako si prišel do tega, da si se s tem začel ukvarjati? S čim? S podcastom? Z javnim nastopanjem. V bistvu, zakaj je ta tvoj, ker ti si mi enkrat rekel sam, si mi povedal, da vsi javno nastopamo v življenju. Daj to malo razloži našim poslušalcem. Meni je bila ideja, z Draganom na odru je širši pojam, cel svet je tvoj oder. Midva zdaj javno nastopava. Ti, ki greš ven na ulico, javno nastopaš, ti hodaš, premikaš svoj telo, ti dihaš, ti delaš komunikacijo z ljudmi, gledaš ljudi v oči ali jih ne gledaš. V večini primerov folk ne gleda folk v oči. In to je meni, že takoj, ko stopaš ven iz bajte, ti dejansko javno nastopaš. Ampak a javno nastopanje, recimo, moraš biti potem nek lik, ali v bistvu nastopaš... Zdaj, ko jaz tebe razumem, je javno nastopanje življenje. Tako. Se pravi, vse, kar koli delaš, v bistvu nastopaš. Tako. To je v bistvu tvoja filozofija. To je moja filozofija. Okay. Ta širša filozofija. Ja. Ta oziroma je pa javno nastopanje tisto na odru ali pa na sestanku v šoli, kjer imaš pač neko predavanje, seminar, nek govor. Je pa tisto klasično javno nastopanje. In kaj v bistvu učiš na svojem tečaju največ? S čim se ljudje najbolj obremenjujejo pri javnem nastopanju? Strah. Trema, strah, nervoza, depresija, folk dobi to rdečico, bojijo se ljudi gledati v oči, gledajo v tla, ne znajo se premikati, ne znajo držati mikrofona. Najbolj je ta, enkrat, ko daš ta mindset, ta mentalni del čez, pa je vse ostalo easy. Pa če rabaš malo strukture, poveš tudi strukturo, kaj povedati na začetku, kako začeti, kako narediti nek uvod, kako zaključiti, kako zgodbo povedati, to je vse pomembno. Ampak prva najbolj pomembna stvar je ta mindset pa mentalna priprava. Se pravi, v bistvu je trema. Enkrat sem rekel, da je javno nastopanje number one fear strah pred javnim nastopanjem. Ja, strah na svetu. Jaz sem naredil, to sem jaz prebral, se spomniš, leta 2015 sva midva imela moj prvi seminar v knjižnici. Ja. Sva ga organizirala Mali glas proti meni. Ja. No, jaz sem ta statističen podatek prebral, ne vem, v eni knjigi in sem rekel, pa če sem tak šlo, jaz vse testiram. In sem naredil 300, anketiral sem 300 anketirancev, pač kaj jih je strah, kakšen imajo mali glas, gor dol, in 88% ljudi od teh 300 je pod prvo obkrožil javno nastopanje. Pred smrtjo, pred izgubo partnerja, pred, ne vem, kaj so bili pa še služba, ali pa da se nekaj izpostaviš. Ja, valjda, zato, ker veš, jaz mislim, da pa javnem nastopanju te vsi gledajo in folk te itak ocenjuje in ljudje se bojijo ocenjevanja, a ne? Škaj je fora, ali to, kar so omenil, zakaj je folk najbolj strah? Zato, ker ti prideš gor, ti si po domač povedan nek. Ti už zdaj napako naredil, ti si na očeh vseh si. In tam pridejo ven vsi tvoji mali glasovi, jaz jim pravim mali glas v nevolji. Vsi mali glasovi, vse travme, vse scene iz otroštva, vse kar imaš ti dejansko tam to preneseš in tam se ti to pokaže. Jaz sem recimo pri sebi, ker sem bil takrat v študentski areni. Jaz sem leta, da se nam zdaj zmotil, ampak bom probal zadeti, leta 2013
sem bil povabljen strani, mislim, da takrat agencije Pristop, da imam študentsko areno, kjer bi jaz povedal nekaj o projektu Itak, ker sem nekaj časa Itak Voice, veš, o teh reklamah. In jaz se spomnim, da takrat je bilo mene, jaz sem imel tako tremo, da sem dejansko mislil, da nisem več povedal. Ja, res, dejansko. Jaz sem bil za mizo, pa tudi moj problem je bil ta, da se jaz nisem prepripravljal. Ampak jaz sem bil za mizo in moj govor je vse skupaj trajal po moje 2 minuti. Pred mano so pa bili tako podjetniki, pa bom rekel, mislim, da je tudi Radic, ki so tako govorili 20 minut. In jaz sem se takrat prvič srečal z javnim nastopanjem. In jaz tega nikoli ne bom pozabil, koliko je dejansko trema lahko res velika ovira pri temu, da se ti izražaš. Daj povej za naše poslušalce mogoče kakšno vajo, kako lahko oni tremo v bistvu premagajo. Vaj je več. Ena od vaj je definitivno dihanje, da ti umiriš dihanje. Dejansko, ko pri tremi začneš lahko tudi hiperventilirati telo, da se dejansko umiriš. Jaz eno skrivnost, ki jo jaz uporabljam, ena od skrivnosti, pojte ven v naravo, najte dosti velik kamen, da je špičast in ko boš imel javno nastopanje, 10 minut pred javnim nastopanjem, stop, brez evancije, daj šuze dol in najprej z eno nogo stop na to špico, najdi nekje najbolj nelagodno točko na stopalu in pritisni, koliko lahko pač do tiste tvoje bolečine, pa drž zdaj, ne vem, odvisen pol minute, 1 minuto, daj dol in poj peče na drugo nogo in z drugo nogo isto stisnem na kamen. Kamen mora biti, ne vem, toliko velikosti, ampak je ta, pa saj da je malo špičast. Kaj je fora? Vsa kri bo šla v noge, vsa pozornost iz glave gre v telo in ti se poj postaviš, ko daš obe nogi dol, se dejansko postaviš in začutil boš, koliko si prizemljen, dejansko te bo ta kamen te bo prizemljil. In ko te bo kamen prizemljil, boš ti šel ven iz glave in tudi trema bo pač manjša. Ok, se pravi, moraš imeti, ko greš na oder kamen že po sabo pa ga. Res. Veš, zanimiva scena. Ko se prizemljiš, se probi, naslednjič, ko boš, jaz to vedno uporabljam. Pa še ena scena. Sam se neči kamen ven tega, komad skala ven tega. Ja, povej. Ne, trema. Jaz mislim, da 99,9% ljudi ima tremo pred javnim nastopom. Tudi jaz občutam tremo. Zdaj, kle razlika je to, da je to pozitivna trema. To je trema, to je energija, ki jo ti prepravaš, dejansko izkoristiš v javnem nastopanju, ki jo potem ti lahko služi. Da v bistvu to tremo daješ kot za motivacijo. Tako. Ja, se to v bistvu, veš, danes tudi recimo, ko se začela ta podcast, vedno sploh gosti mi rečejo, občutijo neko tremo, pozitivna trema. Tako. In ta pozitivna trema te v bistvu nafila z adrenalinom. Tako. Je to v bistvu tudi dosti povezan s telesom, da v bistvu ti takrat tudi po moje, ti možgani hitreje delajo, več kisika dobivaš v možgane, tako da v bistvu trema je dobra. To je beg ali boj. Okay. Tukaj dejansko se ti odločaš, koliko si natreniral svoj telo, a bo šel v beg, a bo šel v boj, da bom zdaj šel, koliko se tam reče, breakthrough. Ja. Pač breakthrough in zdaj bom izkoristil to tremo, to energijo in bom začel govoriti, normalen bi bo, več nam razmišljal. Se pravi, meni je isto. Jaz, ko sem se usedel, sem začutil tremo. Sam jaz takoj vem v glavi, to je še več en tak mentalen trik, takoj v glavi vem, ok, to je pomemben, pa kul je, ker to je energija. In jo bom izkoristil in je to. Ti že tako na veliko govoriš na energiji, da se zdaj nadovežem na te. Praviš, da v bistvu energija je povezana z vsako stvarjo, kar tudi govori tvoj tatu na rok, ker jaz zato poznam, praviš, everything is connected with everything. Daj mi povej to mogoče filozofijo, ki jo ti dnevno uporabljaš. Filozofijo česa tega, tatuja, nasplošno energije? Ja, filozofijo energije in tega, da je vse povezano. Jaz verjamem, da je vse tvoja energija. Vse, kar mi vidimo okoli, pač predstavljaj si to ti kot ti in life, okolje, vse, kar se ti dogaja, je v bistvu tvoja energija in tvoja percepcija. Karkoli se ti zgodi. Primer, to si tisto, verjetno slišal, svet je tvoje ogledalo. Ja, to je za tvoja energija, ki se ti vrača nazaj. A veš, ti če nekoga gledaš, ne vem, si jezan na nekoga, se ti bo ta energija vrla nazaj. Se mogoče ne v tej 100 osebo, samo nekje druge se ti bo vrla nazaj. Nekdo drug te bo napadel v avtu, nekje se ti naredil. Tako da jaz imam to filozofijo, da je dejansko vse tvoja energija. Drugo, vse je povezan z vsem, to pa verjamem iz tega, ker izhajam že iz svojih predavanj Učink metulja.
ti ko narediš neko malenkost spremeniš, se ti čez čas neki drugi zaradi te malenkosti to pozna. Primer ti bom dal. 2012, ko sem nehal kaditi, ko sem se odločil, ok, to je to, nehal bom kaditi, to je bila ena malenkost, ki me je na koncu pripeljala do danes, da predavam, da imam javna nastopanja, da hodim v delavnice, da imam tudi svojo firmo. A štegaš? Ja, zato, ker si nekaj spremenil. Ker sem nekaj spremenil. Ker si neko stvar spremenil, pa to je lahko, razumete. In to je energija. Ja. To je spet, in to je ta fora, kar si rekel, energija. To je kot seme, ki si ga posadil. To je seme energije in neizkoriščenega potencijala. Ker sploh mi nobene ve, kva se lahko zgodi s tem. Zato jaz pravim, vsaka malenkost je pomembna danes v lifeu. Ja, vse malenkosti gradijo na koncu rezultat. Se poglej sebe. Kdaj se je tebi life res tisto spremenil? Pomisel, par scen, malenkosti si spremenil v življenju. Mislim, definitivno tudi takrat, ko sem, pa mogoče nekaj sem nehal kaditi, ampak tudi recimo, ko sem začel delati na sebi. Se pravi, ko sem redno začel trenirati, ko sem redno začel zgodaj vstajati, ko sem recimo začel zdravo prehrano jesti, oziroma probati je zdravo, to pomeni manj mesa, več zelenjave, več vode, več vitaminov. Drugače pa v bistvu meni se je pa najbolj spremenila percepcija lifea, tako ko sem se pogovarjala, ko sem prvič javno nastopil, recimo na TEDxu. To sem hotel. Tisti, ki ste niste pogledali TEDx govora, lahko napišete Roka Deutsch, delaj to, kar drugi ne. Ker jaz sem se v bistvu takrat nekako sam sebi zadal neko nalogo, ki je bila zame takrat, bom rekel, dost težka. In kad narediš nekaj tazga, da se pač moraš neko svojo filozofijo javno izpostaviti in to narediš dobro, oziroma da si sam sabo zadovoljen, pa se ti odpreči vse eno sveta. Ne? In to je to. V bistvu sem takrat začel razmišljati drugače, ali pa mogoče takrat sem privabljal več stvari k sebi. Pa energija se ti je sprostila. Vem, da si ti tudi imel to pred javnim nastopanjem. Ti dejansko takrat ne prvič, ampak ja, en tak med prvih takih govorov. Tako, glede na to, zdaj, če da ven rap, pa tako, to bi rekel... Rap ni isto. Ja, bi dal definitivno takrat prvič, ja, da sem prvič javno nastopil na TEDxu, tako dejansko, da sem govoril. Točno to. Ker fora je pri rapu, to sem jaz, meni je 2015 kapanilo, ko sva delala skupaj seminar Mali glas proti meni v Križanci, ko sem sestavljal govor, meni je takrat stari, to je 45 minut. To ni, jaz ti repaš, ti napišeš komado, 10 komado napišeš, ti skozi repaš, ti imaš zdraven back vokalista, imaš neko podporo, veš, kva boš zarepal. Klej moš pa ti 45 minut govoriti, nekaj pametnega povedati. Pa še folk te gleda. Pa še folk te gleda. Pa še ni isto. Ne, itak, da ne, glasbenik je navajen, ne. Glasbenik ima itak svoje, a veš, on tako, a igra kitaro, bo vedno isto zaigral kitaro doma ali pa tam na odru, ne. Sam se pa ločijo dobri glasbeniki, pa od vrhunskih. Dobro, ampak to nima veze na koncu. Imajo z javnim nastopanjem, kako se poveže s publiko, kako pride, kako ampak govorimo recimo v kitari, ne. Okay, a veš, nekako, jaz mislim, da če gleda tako glasbenike, ne, ker na koncu je repar tudi vokalist in je vokal v bistvu njegov inštrument. Zdaj pa da nam v bistvu govorila sam o repu, bo itak poznava se že 15 let, skupaj sva naredila prvi album, skupaj sva naredila prvi spot, nekako še vedno ostajava v javnem nastopanju, tako kot ti, tako kot jaz. In najbolj, ko me pri tebi zanima, je pa ta stvar, da si bil ti v Angliji. Bil si v Angliji in pred kratkim si se v bistvu vrnil nazaj iz Anglije. Daj mi povej, ko so Angleži drugačni Slovenci, oziroma London, koliko ima razlik proti Kranu? Dejanskih razlik v kulturi, pa tako v življenju? Dost. Najprej moram reči, da ker sem se preselil lansko let, prve pol leta mi je bilo ful težko. Tako pač soočati se s kulturnim šokom, z drugačnim okoljem, z drugačnimi ljudmi, iz Kranja, koliko je v Kranju folka? 50,000 folka. Na dober dan. Na dober dan, ja. Dobesedno. Zdaj sem šel pa v mesto, ki ima skoraj 9-10 milijonov in v ulici sem bil, ki je bila ful znana, Roman Road ulica, ki je ful znana ulica, ki je sam cela ulica 3,4 km dolga, ki ima po moje Kranj folka, štekaš. Tako da to mi je bilo ful težko na začetku sprejeti. Se pravi, kaj gužva tesnoba? Gužva tesnoba, umazan je bilo komad. Mislim, moj je gledal
bolj negativne stvari na začetku, kot pozitivne. To sem šele pojd skužil, faki tega, jaz se fokusiram sam na negativo, primer ti bom dal, tudi ko sem bil v Parizu, Pariz pa London, tako, vse so čisti, sam ne moš pričakovati, kakle v Sloveniji, mi imamo neizmerno čisto državo, stari moj, tudi na splošno mesta so čista. Jaz se zabavam, doskrat pravim, jaz bi burek tukaj, bi mi na tla padel, bi ga pobral pa pojedel, no, nič navaden, kaj gor pa ne bi šel z burekom v vrečki čez cesto ta stara, to je gun. Ja, vse nasploh cela Evropa je dosta umazana. Ja, stari moj. Sploh Italija recimo, sever je še nekako okej. Ampak ja, da mi povej recimo za London, ker si rekel, okej, umazanija. A veš, kaj mi pa najbolj? Evo, to sem pa začutil, ti bom tudi zgodbo povedal, kako je prišlo do tega. Sprejetost tebe kot posameznika. Kamorkoli boš prišel, boš začutil ta vibe, it's okay to be you. Okay. Škles je še zmeri ta ena, kva ta, čutiš tudi te male glasove, tudi ti imaš, saj jaz sem imel, no, te, a veš, kva bo drug rekel, kva bo ta rekel, tega gor ni. Tam gor te folk spreme točno tak, kakršen si. Sprejme ali pa te ignorira v bistvu. Ali pa te ignorira, tako, ampak so ful prijazni ljudje, ful ti hočejo pomagati. Evo, primer, kje sem jaz to spoznal, da te ljudje spremejo te, lahko si ješ kakšen. To je bilo, mislim, da en mesec, pa pol, 2 meseca, ko sem bil že gor. Sedim jaz v kafiču, Costa kafe, nabit folka, delam neki na kompu, vsak itak na svoji sceni neki dela in uleti en tip noter. Tip ogroman, tam mene 150 kg, tisto je bil oblečen, veš, kaj tiste naše, bom rekel, bosanske matke, ki imajo tisto heklanje oziroma tiste prte na televiziji, tega štane, to bo itak te fore. Tako je bil oblečen, dejansko, in ne vem, ena zeleno, roza čupa, ogroman, kratke hlače z enimi štumfi. In jaz ko gledam, stari v glavi tak mali glas, ko mi tega, kakšen je ta. Da bi ta okrano je tega. Tega, sfinc. Tega je ne bilo okrano. Ampak ne, ujel sem se, kako sem obsodil človeka in v istem trenutku tako pogledam okol ta star, okol sebe, stari noben ni trzno. Noben sploh dojel ni, niti da bi ga pogledal, niti nič. In v tistem trenutku men kapne, ej to stari moj. Kle si ti lahko dejansko, kakršen hočeš biti. V bistvu to niti ni toliko sprejemanje, kakor je vse njim je. Mislim, vse, nasploh se folk ne vtikavate. Ker mislim, da niti po moje v teh večjih mestih ni nič posebenega. A veš, a si ti recimo z roza frizuro gej pride noter, primer, no offense za gej ali pa karkoli, it's all good. Če bi klenik na vas si prišel, bi bilo to. Jaz mislim, da nasploh, da se folk sploh ne vtika. In to je v bistvu ena izmed teh stvari, ki si jih občutil. Daj mi ti povej, kaj si dejansko delal gor v Londonu. Soočil sem se sam sabo. To je bil največji moj ta let, 13 mesecev, ko sem bil gor, je bilo v bistvu soočanje sam sabo. Ugotovil sem, da bežim od sebe, da bežim od problemov, in gor me dejansko temu pravijo šamani, črni vitez teme, da je obiskal in mene je gor obiskal, tako da sem delal ful na sebi, soočil sem se s sabo, s svojimi demoni. Zdraven sem pa delal ta svoj Google 360 look, kjer sem pa tudi te svoje demone odspravil, ko sem šel spet door to door delat, cold callat sem šel, da sem sam jaz videl pri sebi, da sem tam mentalno blokado dal, stari se lahi tega, sploh ni nič, v glavi imamo mi, pismo pa mora biti popoln, pa angleži, pa to, pa ko sem pa vletel enkrat na banko, pa ženska, ja lom se anglešk, pa dela na banki, a štegaš? Mi ful dobro govorimo angleško, sam imamo v glavi neko, saj jaz sem imel neko blokado, ni dovolj dober, mora biti bolj. Se pravi, si imel edine blokade z jezikom, si mislil, da in še povej o teh demonih. Jaz mislim, da je to tema, ki je primerna za podcast, ki je primerna za veliko ljudi. Nisva edina, ki se sooča z demoni, veliko poslušalcev danes rab to. Da mi povej, kakšne demone si ti nekako vsepno začutil, pa s čim si se nekako dol soočal? Prvo demon je demon vloga žrtve. Ko igraš vlogo žrtve, ko igraš nekega bogega človeka, fakt ne morem to, nisem dovolj dober, nisem vreden, pa se začneš zapirati, spravaš se v nek kot in pa začneš sam sebe kriviti. Se pravi, krivda, žrtva, in lastna manj vrednost. Ful sem videl, koliko jaz sebe ne cenim. Tako pač, nikoli ni bilo dovolj, pa mentaliteta, demon, jaz temu rečem demon, mentalitete je ravno dovolj. Vedno sem naredil, cel moj življenje, sem vedno naredil glih tok, da je bilo cool.
A veš, nikoli nisem šel čez, nikoli ni bilo guno breakthrough, a veš. Aha, ok, ne, se je cool. Se pravi, vedno si prišel do neke točke, kjer si začel dvomiti vase. Zdaj, nekako... Tako. Ja, to je v bistvu ene vrste depresija, oziroma ene vrste manj vrednosti, ki jo imaš ti vse noter. To se mislim, da se nasploh se ti to nekako popravilo. Ampak ti si v bistvu gor, ti si v bistvu potem prišel nazaj, zdaj nekako nafilan z novo energijo, ali si pustil del Dragana gor v Londonu? Ja in ne. Na to, če sem pustil del Dragana gor, ja in ne. Gor sem jaz sprejel tistega Dragana, ko sem pa nazaj prišel, je bil pa part 2, potem razočaranje, obsojanje in krivda. Ker jaz sem šel gor, se veš sam, lansko leto sem imel malo drugačne vizije, kaj bo, kako bo, in ful sem ugotovil zdaj v tem cajtu, ko sem prišel nazaj, koliko se obsojam ta star, koliko sem do sebe, ko se temu reče, kritičen, oziroma tako, ful zahtevam od sebe. Se to je, do neke mere je to ful dober, a veš, pa zahtevati od drugih. Jaz tudi okoli ljudi, okoli sebe ful zahtevam, ampak do neke mere stari moj, a veš, moraš vedeti. Tako da to sem ful rabil zdaj mesec pa pol, da sem videl, ok, cool, tudi to je v meni noter, tudi to treba sprejeti, tudi to moraš dejansko sprejeti, tako da sem sprejel tega Dragana iz gor in prišel nazaj kot nek preporod, jaz temu tako rečem, transformacija oziroma razsvetljenje, če lahko tako. Ja, v bistvu je to terapija, tako rekoč. Tako. Sej, a veš, life itak, tako se stavljam, da moče možda občutiti kaj doživeti, da dejansko potem lahko greš naprej, ne? Ja. In itak je samo to, ne? Ja. Gor, dol, ne? Vse tako je, predvsem. V glavnem, veliko govoriš o Tenex razmišljanju. Tenex, ja. Ja, Tenex. Jaz ne vem, kaj je to točen, pa marsikdo tudi ne, tako da razsvetli nas. To je v bistvu od Grant Cardona. On je ameriški #1 sales trainer in the world, zame. To je njegova filozofija Tenex thinking, Tenex doing, da ti dejansko primer, mi dva imamo za en biznis, narediva nek projekt in določava si cilj, da bova imela... Prodajava vodo, a lahko rečem? Greva prodajati vodo. Kranjsko vodo. Prodajava, najjača voda, drugače. Kranjsko vodo prodajava in zdaj se dotakneva financ, primer, koliko mi želiva naslednje let in določva, ajde stari moj, 50 jurjev bo dost. Tenex, da je krat 10, da je 500 jurjev, ker bo že takoj drugače začel razmišljati. Že cifra ti bo dala think bigger, po domač povedan, kako zdaj lahko ti to dosežeš. Tenex doing je pa zdaj, da ti 10krat več potem tudi delaš pametno in produktivno. Da si v štartu postaviš višje cilje. Tako. A veš zakaj? To sem se ful z njemu, s temu sem imel ful borbe in s folkom na delavnicah. Ja, ne smeš si postaviti visokih ciljev, zato ker jih ne dosežeš. Klej je zdaj ta paradoks, le zdaj sceno. Mi dva sva postavila cilj 50 jurjev. Ja. Okay? Na začetku, to je cilj A. Cilj B, sva rekla Tenex, da igra $500,000 postaviti. In stari mi dva nisva dosegla $500,000, mi dva sva dosegla 150 jurjev. A prvi je bil 50 v glavi. Mi dva sva krat 3 dosegla cilj. Ok, se pravi, to je v bistvu... Ja, ok. Ti $500,000 ti... Razumem, kaj hočeš povedati. Postav si cilj, ki ga ne boš dosegel sam, tudi če ga ne boš dosegel, ti boš več, kot pa čez 50 jurjev. Ker ti če boš gledal $500,000, ti boš razmišljal, kako bom jaz, ne vem, kaj če kontaktiram ljudi na Jadrnici, primer zdaj govorim. Ja, razumem. Se pravi, da v bistvu, če si jaz postavim, da prodam za 100,000 vode, tako, bom verjetno dosegel 80,000. Ali bom dosegel 110. Tako. Se pravi, vedno cilj je visok. Vedno cilj je visok, vse smo orli, kot tu sam praviš. Orli letijo visok, ja. Orli gledajo na zemljo, ja. Če se da kaj poprav dol. Točno to. Pa tako, kot vedno pravim, orli letijo z orli. Točno to. Pa pač kranjski krp je orov. Pa gdje, da nam o toliko Kranju govorili, ok, se pravi, rekel si, cilj je visok, da mi povej tvoj ritual. Vem, da imaš te svoje rituale pri treningu, pri zdravi prehrani. Da mogoče opiš današnji dan, kako si ga mogoče preživel ali pa kakšne rituale imaš. Super. Ful so pomembni, meni osebno. Današnjo jutro zbudil sem se 5:20,
prva stvar, kar sem naredil, sem šel žličko olja črne kumine. Kumina. To pravijo, Mojzes je rekel, da je to zdravi vse razen smrti. Pejte si prebrati res dejansko, ker sem dobro sem je kupil, spet rad testiram, rad da vidim, kaj bo na počutje naredil. To sem naredil, dal sem si pogret vodo, liter vode, stisnil limeto, zaradi da alkaline, zdaj kako se to reče po slovensko, alkaline your body. Da se razsupaš, da dobiš te vitamine. Tako, da dobiš vitamine, ker je topla voda, ker tudi tvoja prebavo ti, veš, spucati, prebavni trak vse, in energija in vitamini, minerali, ono. Potem sem 5 minut meditiral, čisto sem se posredotočil na srce, da sem vso svojo pozornost dal na srčno čakro, ker je najmočnejša vibracija je srce. Potem sem si pa vizualiziral dan. Vizualiziral sem si dan na hitrico, čisto kako se jaz vidim, kako jaz vidim svet, kako mene ostali vidijo, ker jaz verjamem, da percepcija tvoja ustvarja tvoj svet, in kakor ti vidiš, ti pa tudi kot deluješ. Pa sem se vedno dobila, sva šla v fitness, smo naredila 1 uro fitnessa, to mi je vrnilo življenje nazaj, iskreno, dobesedno, ker nekam greš in pred temu, ko sem se zmenila ta stara, mi verjameš, da sem se komi zbudil ob 7. Mi da sem imela, da jaz povem vsem. Ja, dej. Prav je bilo tako. Mi da so se odločila 1 let, oziroma 2 let pa pol nazaj. Več, 2 let nazaj, da se v bistvu začnejo ukvarjati s fitnessom, pa moče ne toliko s fitnessom, kot razdelal na sebi fizično. In so začela hoditi v fitness redno, vsako jutro, 5krat na teden. In so to prakticirala skoraj 1 let. Prijem sem jaz pa šulo. In pa je življenje tako, kar prinese, in tako vzpone in pace, so se nekako, bom rekel, šla vsak svojo pot in zdaj, ko si prišel nazaj, so nekako spet prišla na idejo, da začnejo hoditi v fitness. Rabam nekaj več, rabam spet nazaj v fitness in ne vem, 2 dni je minil po moje, 3 dni je minil, midva sva se dobila na najmu psihičnem prostoru, kakor prava, in ti si prišel do ideje, kva če bi midva spet nazaj odšla v fitness s 1. septembrom. In ko sem začela štartati 1. september, meni se je life čisto spremenil. Fora je tudi zato, ker folk začne delati, če recimo ti treniraš, pa če začneš delati na sebi, tako, kad delaš eno stvar, delaš vse, ampak se ti potem tudi nekako pri telesu se ti začne. In jaz pri sebi vidim, recimo, ko zgodaj ostajam približno 5:30, jaz ful naredim v enem dnevu. Jasno. A veš, jaz lahko celo dnevo recimo vodim 2 podjetja, plus zraven še furam ta podcast, razmišljam skozi te majhne stvari delam. In po moje za vsakega, ki ima probleme ali pa ki ima depresijo ali pa karkoli, jaz mislim, da morate prvo začeti pri svojem telesu. Pa da si, kaj mi je isto pomemben, ful sem opazil, stari moj, da imaš človeka, ki skupaj nekaj delata. Midva imava to ful srečo, tudi s podcastom se pogovarjava, ampak le pri fitnessu jaz verjamem, da če bi jaz hodil sam, se bi hodil, itak da bi hodil, sam, jaz se zbudim, nimam enega gunga, danes pa nočem iti, ker vem, da si ti, ker sem tudi tebi nekako dal tisto, ko se temu reče, za obljubo. Za obljubo pa na koncu lažji ti je. Pa lažji ti je. A veš, lažji ti je, bolj si mogoče, nasploh, če imaš iste cilje, kot človek. Veš, mi se tako potem tam pogovarjava, se od biznisa pogovarjava, ali se pogovarjava, ne vem, od življenja nasploh, ali ne vem, se pogovarjava, kaj je Amon rekel, shout out Amon, ljubiva te stari, Amon Bešič je odličen človek, še 3. muškatir v tem okrogu, bi jaz tako rekel, ki je v bistvu tudi on nam je tudi pokazal, kako se dejansko dela v fitnessu pravilno. Sicer ima sam prsa, ampak vse. Samo najjača prsa. Amon, ti imaš pa najjača prsa. Kaj grete z Amonom v fitness, delate sam prsa? Sam prsa. Samo prsa. Predstavljajte si, zdaj si predstavljajte, obstaja človek, ima sam prsa. Ampak tisti ima res hudo. Malo heca. Ja, malo heca. Glavno, dobrodošli na Urbani frekvenci, zraven mene je Dragan Babič. Jaz ti bom rekel life coach, rekel ti bom govorec, tako kot praviš, v bistvu javni govorec, nekdo, ki rad širi svoje mnenje, ker še raj širi svoje znanje. In v bistvu pa si prišel iz fitnessa in da mi razloži v bistvu, kako je šlo pa naprej tvoj dan. Pa vam je šla še na eno hitro kavico?
Klej v studio, da sva prišla še do ideje, da bi lahko zjutraj naredila, sem ne, se pravi, da sem popoldne. Šel sem domov, naredil sem, pogledal sem maile, pogledal sem to strategijo, ki jo imam za prodajo 360 virtualnih sprehodov, poklical sem par svojih potencialnih strank, by the way, enkrat sem prodal. Po sem pa poklical za svoj nov prostor, ne? Se pravi, se seliš v nov poslovni prostor, kamor bomo povabljeni vsi orli. Tudi to, kamor bojo vsi orli povabljeni, kamor se bojo tudi dogajale manjše delavnice, coachingi in dogovori, pač biznis sestanki. Kar je najbolj pomembno, tudi to je tisto, veš, dojel sem, da še sem prej 5 let delal od doma, sam tudi veš, kako je. In delo od doma je ful dober, meni je to top. Hkrati pa prideš do neke točke, stari zemi pa sede, ker sem doma, da sem doma, stari moj. Ne, da jaz doma delam, da jaz doma vse delam. Ne, da imam en plc, ki jaz grem in da imam ta mindset, energija, ki grem tam se dela. Ki grem ven iz tam. Mogoče ti na začetku ne bo tako romantično, pa mogoče ti ne bo tako easy, ker se boš mogel navaditi na prostor. Vsaj tako prvem veš, da sem imel 3 različne prostore, da sem se selil svoje pisarne, studije, kakorkoli, ampak na koncu je prostor, tvoj, mislim, če si lahko to prvoščeš, seveda, je magija. Zato, ker recimo pri meni je bilo tako, da jaz, ko sem dobil ta studio, sam veš, so se mi odprle ful neke nove stvari. Pa ne zaradi tega, da jaz ne bi delal manj, ampak dejansko sem delal manj. Energija se veš, jaz recimo pridem zjutraj po fitnessu, grem sem, se veš, kjer recimo spijem kavo, s tabo ti greš in jaz recimo do 2 delam non-stop. Se pravi, delam brez prestanka, ali grem pa v Ljubljano snemati, ali grem snemati pač kjerkoli projekte, dokumentarce, ima veze, vedno se vrnem nazaj sem. In jaz, ko stopam v svoj poslovni prostor, jaz sem kle doma, po domač rečeno. In zato vsak od vas, ki recimo se ukvarja s kakšnim hobijem, a ki je producer, ki recimo dela beatmaker, ki dela bite, dajte probati mogoče, če imate tisti dodaten money za potrošati, ali ne vem, 100-200 evrov, probajte si najdeti nek prostor, zato ker bo to potem vaša glava čisto drugače dojemala in vaše delo bo dejansko vaše delo. Pa da tukaj sam dodam, še piko na i, kvaj fora, ti daš namen temu prostoru. Namen je vse v lifeu. Energijo daš, Namen in iz tega namena se energija potem rodi. Veš, ker meni je tudi ena, ko sem šel danes gledati, en prvi prostor, pa pravi ena ženska, tukaj noter ni dovoljen, kao, da bi folk spal pa to, veš, da bi imel posla. Sklej nam imel posla, Klej bom jaz dejansko prišel imeti coachinge podcaste. A ni žalosten, da to govorijo, ker dejansko mladi nimajo stanovanj stari. Jaz poznam neki ljudi, ki ima dejansko tako. Ali se tudi rekel, če bi mi šlo slabše, ali pa če mogoče ne bi imel svojega stavana, kaj si naklejali en kauč? Zato meni rekel, da ti ne smeš klej spati. V tista prvo studio noter in je to. A te pokaučam, pa grem pa spata. Ne, ampak dejansko, žalostno, Žalostno, da smo prišli do tega, ampak itak. Ne, se štekam, pač vem, kva ona misel, da zdaj se nam klej dogajala, ampak se strinjam. Daj mi povej, kaj naraj delaš od teh stvari, s katerimi se ukvarja, se pravi, si rekel coachingi, je rekel si 360 fotografijo. A si pa ti fotograf? Jaz sem 360 fotograf. Kaj to pomeni? To pomeni, da sem 360 fotograf. Kaj, da se vrtiš okoli 360 s fotkičama, kaj? Imam 360 look svojo blagovno znamko, oziroma founder of 360 look. Imam kamero, ki je tok, K1, predstavljaj si, rokometna žoga, ki ima gor 36 kamerc. In vsaka kamerica je usmerjena v svoj kot in to potem naredi na koncu 360 panoramsko fotografijo, iz katere jaz pa naredim virtualni sprehod. Se pravi, virtualni sprehod poslovnih prostorov, od restauracij, hotelov, trgovin. Skratka, vsi, ki imajo neki poslovni prostor, ki ga želijo pokazati svojim potencialnim strankam, kupcom. Tako da vsi potencialne stranke oziroma vsi podjetniki dajte napisati v 360look.si -look.si pa si pogledajte, kaj Dragan dela, mogoče ima tudi za vas storitev, jaz sploh ne dvomim. Pa gre naprej tvoj ritual, ni da zdaj skačeva, veš, kar je cool, rekel si ritual, se pravi si prodal eno stvar, kaj si potem zdaj spaklene? Šel sem pa s fotrom sva šla, sem rekel, da je pa babo energija, on tudi čuti zelo dobre energije,
greva skupaj pogledati prostor, šla smo prvi prostor, ni bilo to, dejansko utesnjenega se počutil, ko sem šla ven fotor, ne, tega, veš, nis utesnjen, ti to rabaš malo bolj, veš, odprta, in pa itak se veš, energija, ki prekliče, sem pa najdel, drugega sem ga poklical, sva se zmenila v 5 minutah, pridem zelo takoj pogledat, ko stopil noter, druga scena, druga energija, odprtje, svetloba je, gleda v to, kar sem hotel v bistvu, da imam drevesa pred sabo, da imam folk, da jih vidim lahko, veš. Tako da to, prišel sem dan, na hiter pojedu kosil, evo ga. Da mi povej, zdrava prehrana. Rekel si kumina, pa rekel si, da piješ sok zelene, iztisnen sok zelene. Zakaj to delaš? Zato, ker je to, kakor prav Anthony Williams, preberite si res, pojte si prebrati njegove knjige, človek je fenomenalen, kakor bi ti rekel, sin od Boga. Boga sin. Od Boga sin, Božji sin. On je napisal isto knjigo Celery Juice in tudi ustvaril community ljudi, to je milijon ljudi, dobesedno community, ki pijejo Celery Juice. In njegova psihologija je 30 dni, vsak dan, 2 deci do pol litra, odvisen zdaj pač na začetku 2 deci, če ne moš prenesti, ker je okus je dosti specifičen. Stari, to je magičen napitek. Prvo kot prvo itak prebavno sceno, drugo kot drugo koža, tretjo kot tretjo jasnost, četrto žile. Preberi si v knjigi. Sama knjiga je samo Celery Juice. Jaz jo pijem, ker mi daje energijo, stari. Enkrat si delal... Ja. To pa moram povedati, sorry, kad te prekinjam. Pa spolna energija, oziroma, ko se temu reče... Spolna sla. Spolna sla. Fantje, a to... Se pravi, če hočete česati, sam sok. Pa erekcija. Na mrt, brez zabancije. Ja, pri 35 sem bolj spreman pred 20, iskreno. Se pravi, zelena. Zelena. Zelena je... Stari, jaz sem za zeleno, jaz sem dal tetovirati zeleno, skoraj da ne. Se zdaj šlah na vrat. Ja, se to, gunja, veš vršička. Ali pa ne, klesi dej. Dej pogled v kamero, pa botem bili, zelo ti tetoviral gor. 3, 2, 1. Evo, oziroma zeleno na fac. To? Sedla ti je. Po moje, da sedla. Sedla ti je, šlo ti pa zelena sedla. V glavnem, tako, da smo preveč odpeljali. Nekaj časa nazaj si delal detoks z... Sadjem in zelenjavo. Sadjem in zelenjavo, s smuti, oziroma... Samo sokovi. Samo sokovi. Stisnen sok. Stisnen sok. Se pravi, ti si dobesedno en teden pil sam sok. 3 dni. Ker to si poje tiste, se pravi, vse te minerale, vse te najboljše stvari si dal noter v svoj telo, brez da bi jedel. Brez da pil vodo. Vodo piješ, ne. Vodo piješ, ja. Moraš ful tekočine popiti. Se pravi, ful tekočine piješ in piješ samo to. 5 obrokov na dan. Obrokov. Ja, pa se pravi korenje. Zajtrk, kako si v večerja, pa vmes na kao 2 malce. Primer korenje, rdeča pesa, jabolko, skup, to je zajtrk. Tako, primer. Aha, in tako, potem, koliko časa to delaš? Jaz sem delal 3 dni. Imaš 3, 7, 15, 30. To je en tip, zdaj imena se res ne spomnim. Dejansko obstaja ta koledar, ki on že naštimal, vse imaš recepte, zakaj zajtrk to, zakaj kosil to, in je rekel na začetku, začnite s 3 dnevi. Zato, ker fora je to pri detoksih. Jaz priporočam in hkrati ne priporočam. Ne priporočam zato, ker lahko da večina ljudi, ko se začne detoks, pa nikoli prej zdravo ni jedla, pa da se je ful cajta prehranjevala toksično, ti boš začel toksine ven iz telesa in boš še poslabšal dobesedno svoje počutje. A se temu reče tudi v bistvu kot ena gripa? Lahko, stari. Ja, to se v bistvu ti dobiš iste simptome kot pri gripi. Ja. Oziroma KP izgorelosti. Ja. Stari, vse ohrani, stari. Vse ohrani. No, feeling je bil pa neverjeten ta star. 3. dan, jaz sem mislil, što si toliko spucan, spal sem 5 ur na dan, zbudil sem se samo od sebe, poln energije. In moje zavedanje samega telesa, same okolice je bil na eni abnormalno novemu levelu. Prav tisto, kva je to, starimo? Tako, in to ni bil tisto pofajkan mentalno, da se ti pripravljaš na neki. Ti si bil neki več, če lahko temu tako rečeva, več v... Bil si bolj čist, pa bolj jasen. Bolj v sebi, bolj čist, bolj jasen, pa bolj zavedanje, pa telo je bil čist tudi, a veš?
Ja, valjda, zato ker jaz isto recimo, sploh, ko imam tiste obdobja, ko ful striktno zdravo jem, zaradi svojega počutja, sem ful bolj fokusiran. In vsi tisti, ki niste probali, pa ki imate zadržke, pa mogoče, ki govorite, da je to samo za vegetarijance, ali pa da je to... Bi se tako izrazil. Dajte res probati. Dajte si en teden, pa probite zdravo jesti. Res. Pa spet je tukaj ta fora en teden. Daj si en teden, ampak saj kako jaz delujem. Jaz sem služil, kako moji možgani pa moj delujeta. Jaz se bom nekaj odločil. Pač, kaj pripelje do odločitve, enka druge, če lahko temu debatirava. Jaz bom šel pobrati ful informacij iz različnih virov o tej stvari, a veš, da tudi dejansko sam sebi prodam to. A veš, ti moraš sebi non-stop prodajati. A štekaš? Zato, ker jaz bom prišel, ne vem, primer zdaj, do tebe, pa ti mi rekel zelena, pa boš ti meni, da je kašna zelena neki gordo, čeradič neki. Ja, ne, primerno. In ti, ker imaš pač velik vpliv na mene, kot prijatelja, ki ti zaupam, bom jaz mogoče prišel dam v glavi, jaz se mogoče ima pa prav. Ti pa sploh ne veš teh informacij, ki jih jaz vem. Zato treba, saj jaz si preberem ful gradiva, pogledam videov. Non-stop se moraš izobraževati, glede tega, kar delaš nekaj novega. Recimo, tako sem jaz takrat odkril intermittent fasting. Za tiste, ki ne veste, intermittent fasting je time restricting eating, podobna stvar, se pravi, da ga na hitro razložim. Intermittent fasting je kratkoročni post. Obstaja v večjih oblikah, najmanjša oblika je 12 ur, to pomeni, da 12 ur ne jemo, pa imamo 16 ur, 18 ur, vse do 72 ur, to pomeni, da 3 dni ne ješ. Zdaj ne boste rekli, jest moraš zajtrk, ki nam je pomemben obrok dneva. Mogoče za starejše ljudi ali pa za diabetike je to res. Pa za nosečnice pa... Ja, tako je, ne? Ja, ampak intermittent fasting je v bistvu najboljša stvar za ljudi, ki hočejo recimo začeti zdravo živeti ali pa mogoče celo malo shujšati. In v bistvu vse, kar moraš narediti, je, da si zelo daš eno dobro aplikacijo dol, pa da se pozanimaš v intermittent fastingu. Kakšna hrana paše zraven, kaj ne jest, kaj jest. In da v bistvu probaš za začetek najbolj, da recimo primer, do 8 zvečer ješ in potem 12 ur ne ješ. Tako. Ne? Tako. To je nekje, se pravi, do 8 zjutraj. Do 8 zjutraj, kar je v bistvu že zajtrk. Ampak jaz priporočam 16. 16 ur je tisti timing najbolj, kaj je. Pri intermittent fastingu pa nasplošno, ko ti enkrat imaš kontrolo nad hrano, ki jo vnašaš v svoj telo, ti imaš kontrolo nad celom lifeom svojim. Zato, ker hrana je najbolj addiktiv, najbolj odvisni. Mi smo najbolj odvisni od hrane. To sem pa jaz videl pri sebi, ko sem imel 3-dnevni detoks telesa. Ko sem imel 3-dnevni detoks telesa samo z sadjem, stari, jaz sem samo o hrani razmišljal. Sam, kva moram zajesti, pa nisem bil lačen. Sem sam videl, je to stari, koliko nas in v zunaj, ko sem hodil po ulicah, stari, samo hrana reklame, samo hrana, mek, to, tis, tup. Tako da, ali pa če imaš kar poje. Če ti sebi lahko narediš to mejo, da danes nam jedu 16 ur, stari, ti v lifeu lahko narediš marsikaj, stari. Se je to zato, ker v teh 16 urah, kad ti ne ješ, se ti telo čist. Ja. Raste ti growth hormon, to je rastni hormon, ki zavira staranje. In to je pa znanstveno dokazano, to ni bullshit. Ne? In v bistvu, to ti v bistvu spodbuja tvoj telo, da se čist sam. To si ti meni priporočal od tega, da se recimo, spomnim. In jaz to zdaj prakticiram že nekaj časa in jaz recimo, ko sem prej rekla jasnost, jaz pač čutim to. Jaz čutim, da sem boljši. Jaz čutim, da sem bolj jasen. Problem pri meni je bil recimo alkohol. Jaz sem recimo lahko spil 2-3 pire na dan in sem nekako spodbujal lakoto. Tako kot si prej rekel. Ti si gledal Meka, ti si gledal to. Jaz če spijem 2 pira, realno, zdaj bom pa šel dan iz podcasta, bom še recimo to zmontiral in bom spil 2 pira. Jaz avtomatsko, ko sem spil 2 pira, ko sem vas vnesel alkohol, avtomatsko bom alkohol povezoval slabo hrano. Lej, zdaj sem spil alko, zakaj ne bi še, ne vem, zdaj neko pico naročil, ne? Vse alkoholu si je kar lepa, greva lahko v alkohol na hitro, če hočeš. Mislim, alkohol je, bom rekel, svoja vrsta džavola. Nič ni narobe, če človek, bom rekel, spije deci vina ali pa pije priložnostno, pije celo zdrav. Enega do 2 na dan, ker je veliko vode, not ima gljive kvasovke, ki dobro vpliva na jetra.
ampak problem je ta, da ti alkohol začneš uporabljati za spodbudo oziroma za potlačenje čustev, travm, scen, bežanja, soočanja z realnostjo, po domač povedan. Imam jaz dost svojih sorodnikov, pa frendov, pa ljudi, ki jih je alkohol uničil, stari moj. Kaj smo pri alkoholu? A veš, iz kere besede izhaja beseda alkohol v bistvu? Enkrat si mi povedal? Ja, iz arabske besede al-kuhl. Al-kuhl v prevodu pomeni body eating spirit. In to so stare civilizacije verjele, da ko si ti spil alkohol, da je v tistem trenutku tvoj spirit zapustil tvoj telo, zato ker ni podnesel teh toksinov scen in v tistem trenutku se je v tvoj telo naselil negativne energije, slabe identitete, ti si imel negativne misli, kot si sam rekel, zdaj bom pico pojedel, ljudje so začeli delati grozne stvari, se veš sam, kako je, ko se folk napije, eni so težki, pridejo ven stvari, mali glas v nebu. Spočiš ti tega ne moreš hendati, ali pa če to ni zate, se obavijo, ima par frendov. Ja, sam veš zakaj? Zakaj je to? Zato, ker bežimo pred sami sabo, bežimo pred soočanjem, ker nas je nekdo prizadel, gremo zdaj spit, ker smo veseli, gremo zdaj spit. Vse temelji samo na gremo zdaj spit, da se gremo sprostiti. Stari, jaz sem zelo sproščen s tabo. Ja, se pravim. Gremo v naravo, sem sproščen, pa si folk rekel tega klasika. Ali zakaj? Zato, ker ljudje vedno iščejo nekaj več. Zato, ker enkrat, ko si ti recimo pod vplivom nekih substanc, bomo rekli ali droge ali alkohola, ti vedno iščeš ta feeling. Sploh pa, če začneš alkohol povezovati z druženjem. Ja. Ali pa alkohol, če začneš povezovati z, bom rekel, žurko, ali pa mogoče, da gremo na koncert, če greš ti na koncert, moraš ti piti. Avtomatsko ti ne znaš več funkcionirati, se družiti, se pogovarjati, brez da recimo ne bi nekaj spil. In to danes, jaz opažam pri mlajši generaciji, je to še dosti bolj nekako v spredju, a ne? Veš, kaj je problem, rečemo isto, ker s to omejimo druženje, pa mlada generacija, da jaz rabam spit pir 2, 3, 4, 5, da grem do ene bajbe. Pač doki pucimo, rečemo, da smo še stara šola, rečemo, da je še stara šola, da ti prideš osebno, da ni ženske, ali pa kakorkoli. Stari, to ni dobro. Ti dejansko zamenjuješ, da jaz dobim malo kao motivacije, da dobim malo poguma, da grem jaz zdaj do nje. V bistvu sploh nisi ti. Ker sploh nisi ti. A ne, ti če si v bistvu pijan ali pa, ne vem, bom rekel še ali nakokiran ali karkoli. In potem ti dejansko ne znaš se pogovarjati z žensko. Dejansko ti ne moreš niti seksati. Ne moreš, bom rekel, normalno funkcionirati v družbi, zastopaš, ker alkohol ti da ti dodaten boost, ne. Škaj je meni zanimivo drugače, tako pač nasplošno ta naša družba, sistem, celotna civilizacija, prodala nam je alkohol, dobesedno, dala nam je alkohol, prodala nam ga je, označal so ga pod neke vrednote, druženje, ljubezen, veselje, in hkrati, ko si ga ti pač preveč vzel, ko si šel v neko odvisnost, ti si kriv, ker si šel v odvisnost. Ja ne, stari moj, ti si začetnik te odvisnosti. To je ista scena, kakor da, ne vem, jaz sem primer, bom zdaj, ne bom sebe izpostavil, ampak nekdo, ki je ozdravljen alkoholik. Ja, da ga postavil zdaj noter v sobo, pa ga zapri v sobo, pa fuka na mizo liter konjaka. Zdaj, če je ozdravljen alkoholik, načeloma ne bi smel piti, a ne? Pa ga pusti ga 3 dni noter. Ja, definitivno. Hočem ti povedati stvari, ki so nam pred nosom, jih bomo vzeli, ker še vedno je naša podzavestna vesna, jaz pravim, ful močna, če ti res nisi se, vsej, eni bojo itak rekli, ne, ampak hočem ti povedati, da so nam dal, pač kdo je zdaj. Družba sprejema enostavno alkohol in je moralno, nesporno. Kakoli je. Ja. Sej, nimam jaz nič proti, ti pi, jaz nobenega ne obsojam, videl sem družine propadati in od svojih bližnjih družine, strice, tete, scene, videl sem od frende, videl sem folk, ki delal samomore zaradi alkohola, stari. Ja, alkohol je number one. Body eating spirit. Ja, se pravim, za tiste, ki mislite, da nekako ni, ali pa ni pomoči, ali pa da se slepite, zato ker jaz mislim, da veliko ljudi, sploh v naši generaciji, se slepi, da nima problema.
Tudi jaz, ki sem ti prej rekel, pa sem spil 2 ali 3 pive na dan, kar v bistvu niti ni tak problem, če dejansko gledamo na to kot problem. Ne? Ampak jaz sem se v bistvu slepil. Ne? Jaz sem se non-stop slepil in nekako sem potem prišel do zaključka, da tega ne rabim. Zato, ker jaz ne moram spiti 2 pira pa jeti na podcast, ker pa spet ali pa jeti snemati ali pa kamorkoli. Sploh delo, jaz sem v taki industriji noter, ki je to navaden. In to vse je dovoljen. Jaz režiram glasbeni video spote. Večinoma reperjem. Vemo, kakšen je rap svet. Definitivno v Sloveniji, v Evropi, kjerkoli. Ja, ampak je pa res, da na tem največjem nivoju, dejansko folk, tisti res nivo, je folk čist. Oziroma proba biti čist. Ne moreš skendati. Ja, ne moreš skendati. Ti ne moreš skendati pritiska, če si ti res velik artist, da bi non-stop to delal. Čeprav je veliko drog, pa veliko tega vsega noter. Ampak, kaj se hoče povedati? Da tudi jaz sem sam pri sebi opazil, a veš, da sem začel to vzemati, recimo alkohol, zato, da sem malo prišel čez vse te projekte, ki jih je dejansko ogromno. In pa, ko v bistvu enkrat to daš ven, iz tega dejansko vidiš, koliko lahko narediš. Dejansko vidiš, kakšen noro si. Ja. Brez evancije. Dejansko vidiš svoj potencial. Orli, kranjski orli, planinski orli, ki so pri orlih. Veš, da je planinski orl največji ptič na svetu. A res? Ja. Stari, da jih videvam zadnje cajte 2 do 3 na dan. Čul sem gledati, kaj to pomeni. To me bi kanjo vidiš. To je orl. Sam da je orl. Zdaj, da še v bistvu razložim, zakaj vedno govorim o orlih. Pa ne govorim samo zaradi tega, ker je v bistvu orl grb kranjski, ker resno verjamem, da je to magična žival in da vsi moji poslušalci in spremljevalci urbane frekvence oziroma naročniki /subscriberji ste orli in želim, da ste orli. Jaz hočem, da se obnašate kot orli in da dominirate vsaki stvari, se pravi, da dominirate ali na delu ali v odnosih, ali kjerkoli imate v glavi orla. In dajte prosim v komentar vsi napisati #orli. #orli, uforli. Tako. A se to dobro sliši? Uforl. Kaj pa si uforl? Ti si orl. Ti si pa res orl. Ne po goru, ampak orl. Orl, ja. Orl, ki je za sabo po goru. Ja, Dragan, mi da počas prehaja proti koncu tega podcasta. Nažalost, ti si en izmed ljudi, ki meni pomeni ogromno, to enako. Sam veš. In vedno se rad s tabo pogovarjam, vedno rad s tabo delim mnenja, rad imam tvoje nasvete, vem, da ti tudi daj sprejemaš moje nasvete. Ja. Definitivno bo tudi jutri na fitnessu verjetno še pogledala tale podcast pa rekla, pizda, lahko popravljala. Se glih, to je point, zato je, evo, da ti tudi jaz, hvala, ker si me sprejel leta 15 let nazaj. To veš, da si ti v bistvu meni dal nek soc. Jaz sem bil prej MC Sociala, midva sva se prvič dobila, ti si meni neki, ko si že, Sociala, MC Sociala. To je neki predolgo, neki soco. Ja. Samo i tega, je od takrat nerazdružljiva. In ne, si dejansko orl, ki kaže, kaj lahko človek naredi, vizionar, kot sem ti rekel, in mi je v čast in hvaležnost, da sem sploh lahko tvoj friend, stari moj, in tvojemu krogu. Enako, in definitivno se ta najn krog pa ne, da se veča, bolj se jača. Jača se. A zastopaš? Škaj jo jačal? Škaj meni zadnjo, parkrat dobim prav mravljince po celemu telesu, ko sva šla zanč na Šmarjetno, ko si rekel, da se mi 2012 leta zaradi tistega projekta nisva skregala. Ja, ta je kar močna, ja. Sploh v lifeu pomislil nisem na to. Veš, ko vsi pravijo, ne bez frendom iti v nek biznis ali pa nek projekt. Midva sva šla, pa se pač, hvala Bogu, da kakorkoli zdaj obrneš, ni šlo, kakor sva midva hotla, stari midva sva skup ostala. Ja, to je najbolj važno, zato ker, da povem, zdaj si vrgel, ne, trnk. Ja.
zdaj prav, da jaz to povem, zato ker če ne bojo poslušalci rekli, fuck that, nisi povedal. V glavnem, bil je nek projekt, ker so zaštartala svojo, bom rekel, glasbeno založbo leta 2010, bom rekel 2011, ker so v bistvu hotela organizirati koncerte in glede pač na neodgovornosti, pa bom mogoče rekel ignorancije do samega biznisa, sva zašla v velike dolgove. Pa neznanja. Ja, pa tudi neznanja. No. Definitivno neznanje je bil tukaj največjo vlogo. No. In v bistvu so bila dolžna, kar reka, 11,000 evrov. Tako. Ker sva jih v bistvu na koncu, bomo rekla, tako povrnila in med vso to, bom rekel, med vsem tem situacijam, dogodkom, trenutkom sva ostala skupaj in sva se v bistvu en druga spodbujala, ne? Ker ponavadi se dost ljudi, dost prijateljstvo, dost frendov se skrega dejansko zaradi denarja. Ne? Ja, in če denar ne pride, če ženska ne pride med nas, pol je to ta prava prijateljstvo. En tako tem rekel. Tako da tistega prijatelja, ki ga imate, imejte ga ob sebi, imejte ga radi, rečite mu, da je orel, napišite mu zole message. Res. Rate manj, ker si orel, če čutiš, da je orel, ali pa odlica. Ja. Čeprav ženske mogli biti kanje, stari. Ja, stari moj. Ališ, tipi ste orli, ja, bravo. Ženske ste pa kanje. Zato, ker kanja je pa najbolj agresivna. Ne, sova. Kanja. 360 lahko pogleda, veš. Ženska je tista, ki opazuje, ki ščiti, veš, ona je tista, ki pove. Pazi tam. Jaz bi dal kanjo. Jaz pa sovo. Zdaj pa dajte v komentar, kvaj bolj ženske. Ali zakaj mislim, da sova? Ker sova je preč nočna, kakšne ženske so tudi sove. Tako mu rekli, če si sova, bo sova. Pa kanja, se to, ampak naše ženske na ufu so kanje. Zato, ker kanja, da vam povem, kanja je najpogostejša ujeda v Evropi. Se pravi, v Sloveniji največ kanj. Zelo spremljiva barvne odtenke. Se pravi, to pomeni, da ali ste blond, ali ste rdeče, ali ste črne, ali ste rjave. Po zgornji strani je temno rjava, kar je pa najbolj pomemben pri kanji, saj jaz tako mislim, je pa to, da je najbolj agresivna. To je najbolj agresivna ptica. Orel je tist, orel še nekako doma s hendla, veš, da te jajca malo obrano okol, bom jaz skle hendlo, miš zadabu. Točno to. Kanja napada ljudi. Tukaj tudi vidite sliko, a pomoče s to video, vidite zdaj ta trenutek, kako kanja napade. In to so ženske, ne. Tako da vse ženske ste kanje. Tako da hashtag kanja v komentar. Vem pa, da je večinoma poslušalcev moškega spola in s tem ni nič narobe. Mi smo prišli na konc Urbane frekvence podcasta vidimo se zopet v četrtek, kjer bomo gostili še enega zelo dobrega sogovornika, to je Sajt, ki je by the way tudi brivc. In Dragan, da se vrnem nazaj k tebi, hvala, ki si prišel. Še bolj pomembno je pa to, ti si en izmed teh ljudi, ki bo definitivno na Urbani frekvenci podcastu bil največkrat. Da vam še zdaj povem, ko naredimo nov studio, ki se že dela, se pravi v studiu 1, ko bo večja miza, bo več mikrofonov in se bomo lahko tudi družili z drugimi govorniki in pa imeli pač take lepe večere z vami, Zuf, Orlin, Zuf, Kanjam. Tako da to je to, Dragan, lahko še poveš, kje te lahko najdejo mogoče, oziroma povej ime tvojega podcasta, ga lahko tudi poslušalci poslušajo. Ime podcasta z Draganom na odru. Za tiste, ki hočejo poslušati, zvedati informacije o javnem nastopanju in skratka vse o javnem nastopanju z Draganom na odru, na kjerkoli podcast, tudi na Instagramu, Facebooku. Za biznis vidik je pa 360-luk.si za virtualni sprehod, pa meni tudi lahko na Facebooku tisti coachinge, če kdo hoče v delavnici imeti v podjetju, kako s percepcijo spremeniti. To je to, Dragan, hvala, ker si prišel za pa na pir, pa na alkohol, pa na vse. To je to. Rok, hvala ti za povabilo, vsem Orlom in Kanjam, svaka vam čast, najboljši podcast v Sloveniji, jaz verjamem, da boš zakuril. To je to, hvala.